Spoštovane gledalke in gledalci, novinarji v Cankarjevem domu, pozdravljeni tudi v studiu RTV Slovenija, gospa Nataša. Izobraževanje oziroma šolstvo, hrbtenica prihodnosti naše družbe, te dni še vedno oziroma vedno bolj zaposluje slovensko vlado, stroko, šolnike. Danes zato tej temi posvečamo kar dve srečanji oziroma dve novinarski konferenci. Drugo pričakujte danes ob 15. uri, ko boste z nami ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Simona Kustec, ter direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje, dr. Milan Krek, specialist javnega zdravja. Sedaj pa se lahko medtem, ko zaseda vlada, posvetimo poteku zaključevanja srednješolskega izobraževanja za dijake in dijakinje zadnjih letnikov. Z nami je danes direktor Državnega izpitnega centra Darko Zupanc, ki bo predstavil pomen maturitetnega izpita ter poteka same izvedbe v prihajajočih dneh. Po uvodni predstavitvi bo na voljo tudi za vaša vprašanja. Gospod Zupanc, podij je vaš. Izvolite, prosim. Hvala lepa. Spoštovani, v soboto 30. maja se s pisnim izpitom iz angleščine tako pri poklicni kot splošni maturi začne spomladanski rok letošnje mature. Prijavljenih je 15.567 dijakov, ki bodo maturo opravljali prvič v celoti, med njimi 6.078 splošnih maturantov in 9.489 maturantov poklicne mature. Med vsemi njimi je 1989 srednješolcev, ki poleg poklicne mature opravljajo še tako imenovani peti predmet, posamezni predmet splošne mature. Po soboti se bo matura nadaljevala s ponedeljkom s pisnimi izpiti iz slovenščine, italijanščine in madžarščine kot materinščine. Od tako imenovanih številčno večjih predmetov je matematika na vrsti v soboto 6. junija. Pisni izpiti iz temeljnih strokovno-teoretičnih predmetov poklicne mature bodo v četrtek 11. junija. Množica izpitov pisnih iz predmetov splošne mature in nekaterih še predmetov poklicne mature pa bo v obdobju od 2. do vključno 17. junija, ko se pri splošni maturi zadnji dan pisnega piše kemija. Izpiti iz 4. predmeta ter ustni izpiti na obeh maturah bodo potekali pa od 15. do 23. junija. Letošnjo maturo izvedbo je vsekakor in že do sedaj in tudi v naslednjih tednih bo do neke mere zaznamovalo to epidemija koronavirusa, tako da so maturitetni krogi in seveda Ministrstvo za šolstvo že takoj po zaprtju šol odreagiralo najprej formalno s tem, da se je spremenil maturitetni koledar. V resnici se je spremenil koledar splošne mature. Zamik je pri eseju, ki je bil iz 5. maja prestavljen na začetek junija pri vseh materinščinah in nekaj izpitnih nastopov pri glasbi in sodobnem plesu. Ohranila pa se je možnost s tem izvedbe spomladanskega roka, tudi boste videli razglasitve rezultatov in dejansko za izvedbo povsem normalna izvedba jesenskega roka, kar je zelo pomembno za tudi letošnji vpis vseh teh naših maturantov v terciarno izobraževanje. Tako je s temi ukrepi tudi letošnja izvedba še vedno omogoča srednjim šolam in srednjošolcem prehod v terciarno izobraževanje, ne samo tem dijakom, ki so sedaj v zaključnih letnikih, ampak na maturo je prijavljenih še več kot 1600 drugih kandidatov, bodisi da upravljajo maturo ponovno, bodisi da imajo popravne izpite iz preteklih let, bodisi da izboljšujejo, da upravljajo maturo v dveh delih. In če letošnje mature ne bi bilo, bi najmanj ti kandidati, 1600 njih, imeli velike težave s prehodom v terciarno izobraževanje. Podobno težavo bi imeli tudi ti kandidati, ki poleg poklicne mature, 1989 jih je,
opravljajo v spomladanskem roku še en predmet splošne mature. Letošnje prilagoditve mature po vsebini niso velike, pa vendarle. Najprej se je pri splošni maturi poseglo v tako imenovane praktične dele. Pri splošni maturi je praviloma pri vsakem predmetu 20% ocene sestavljene iz deleža, ki je ocenjen v šoli. Pri ustnih izpitih se bo to še dogajalo, medtem ko pri praktičnih delih je pa to med šolskim letom. Ko so se šole zaprle, so vse naše državne predmetne komisije na čelu z Državno komisijo za splošno maturo so za vsak predmet posebej prilagodile zaključek teh praktičnih delov, dovolile so šolam podaljšanje roka za oddajo teh gradiv za maturante, od šole do šole je različno, pa vendarle najkasneje do 4. maja in z 18. majem so podatki že v naših bazah in prve analize teh praktičnih delov že kažejo, da rezultati niso sigurno nič slabši kot v preteklih letih, izkazuje se, da so morda celo malenkost boljši. Med prilagoditvami naj omenim, da je Državna komisija in potlej tudi ministrica na podlagi interventnega zakona s sklepom omogočila, da se bodo maturanti lahko za spomladanski rok nekako odjavili, če bi to želeli zaradi utemeljenih razlogov in se prijavili na jesenski rok. Če je spomladanski rok za popravljanje in tako izboljševanje njihov zadnji rok, bi temu rekli zamrznitev spomladanskega roka, tako da ne bodo z jesenskim izgubili nič. Če bodo res utemeljeni razlogi, bodo maturanti lahko upravljali jeseni maturo, ne spomladi, in tudi tisti, ki se prijavljeni na fakultete z omejitvijo vpisa, bodo imeli priznano opravljene mature za nazaj, rečemo, to pomeni, kot bi jo opravili s spomladanskim rokom. Pri ustnih izpitih, ki so na koncu koledarju, po pisnih izpitih, bo omogočeno zaradi možnosti, da po 16.3. morda res kakšen delček snovi ni bil predelan na posamezni šoli pri posameznem učitelju tako dobro, kot bi bil, če koronavirusa ne bi bilo, bo na ustnih izpitih možnost, da po izžrebanem vprašanju tako maturant kot njegov izpraševalec, učitelj, dogovorno ima učitelj pravico spremeniti posamezno vprašanje iz tega izpitnega listka. V šolah pojavlja se vprašanje, kaj bo letos drugače od sobote v naslednjih 2-3 tednih, ko bodo pisni izpiti in potlej tudi ustni izpiti na šolah. Ena časovna novost je, da zbiranja dijakov v šoli okrog oglasnih desk in tako naprej ne bo, tako da šole so že, oziroma za ustne izpite lahko še bodo, seznanile kandidate za vsak dan pisanja, točno v kateri učilnici bodo, tako da bodo predčasno kot v preteklih letih vstopali v šole posamezno, seveda z vsem upoštevanjem higienskih ukrepov, z razkuževanjem rok, umivanjem rok, seveda z milom v umivalnicah, in po šolskih prostorih bodo na prehodih, tam, ko se bodo gibali, nosili maske, šli bodo pa direktno v svoje učilnice, kjer jih bodo nadzorni učitelji že pričakali in usmerili na točno določen sedežni red. Letos v učilnicah bodo praviloma 15 kandidatov na več kot 1,5 metra razdalje. Najbrž bo letos zaradi posameznih rizičnih kandidatov nekaj več kandidatov pisalo maturo v posameznem prostoru na večji razdalji kot 1,5 ali 2 metra, oziroma dejansko tudi, da bodo sami z nadzornim učiteljem v prostoru. Med odmori je vprašanje bilo skupaj z ravnatelji, kaj narediti, ali je v 30-minutnem odmoru maturante pustiti ven na dvorišče. Skupna odločitev tako z ravnatelji kot Nacionalnim inštitutom za javno zdravje je bila, da je glede na različne prostorske zmogljivosti šol, število vhodov, izhodov, možnosti dvorišča
pri posamezni šoli, da je letos boljše, da maturanti med odmori bodo ostajali v učilnici. Seveda se bodo učilnice takrat zračile, seveda se bodo maturanti razgibali na tistem manjšem prostoru pred pisanjem naslednje pole. Kot sem že v začetku omenil, bo razglasitev rezultatov ostala predvsem s trudom slovenistov za popravljanje eseja, ker imajo bistveno manj časa, zato kot v preteklih letih bodo datumi razglasitve ostale takšne, kot so bile napovedane. Pred razglasitvijo bomo na Državnem izpitnem centru in vse naše komisije bomo absolutno letos še toliko bolj skrbno primerjali dosežene točke pri posameznem predmetu, pri posamezni poli, pri posamezni nalogi, glede na primerljivost s preteklimi leti. Državni izpitni center in maturitetni organi zagotavljamo, da imamo mehanizme, da se lahko zagotovi primerljivost rezultatov, porazdelitev ocen splošnega uspeha med leti. To je pomembno zaradi vstopa v terciarno izobraževanje ne samo za letošnje leto, ampak tudi za leta v prihodnje, ker maturanti se izkaže, da 15–16% njih v naslednjem študijskem letu jih v Sloveniji menja študijski program. Zato je primerljivost med leti dejansko zelo pomembna. Kot rečeno, razglasitev rezultatov splošne mature bo 13. julija v šolah, medtem ko pri splošni maturi bo z geslom možen dostop, tako kot pretekla leta, že preko naše spletne aplikacije. Pri poklicni maturi je razglasitev rezultatov že prej, 7. julija na šolah. Ko se je pojavila epidemija koronavirusa, smo na Državnem izpitnem centru eno aktivnost, ki smo jo planirali, da bi jo uspeli narediti čez leto dve, zelo pospešili, tako da bodo letos prvič izvedeni e-vpogledi. Po razglasitvi rezultatov mature imajo po zakonu kandidati pravico do vpogleda in kasneje do ugovora. Letos prvič jim ne bo treba prihajati zato iz cele Slovenije v Ljubljano in fizično vpogledovati v naših prostorih, v velikih skupinah, v tesnih prostorih izpitne pole, ampak se trudimo še v tem trenutku, da dokončamo računalniške aplikacije, da bo to možno vse opraviti nadaljavo, tako da 3-dnevni pogled nadaljavo bo tekel od razglasitve 13. julija do 15. julija, naslednji dan do 16. julija pa bodo lahko kandidati vložili ugovor na oceno oziroma na izračun ocene. Pri poklicni maturi, kjer je vse praktično na šolah, letošnjih tehničnih sprememb pri vpogledih in ugovorih ne bo. Vse bo ostalo na šolah. Morda še pred koncem je vredno povedati, kakšna je skrb že v preteklih letih in tudi letos za ranljive skupine na maturi. Slovenski šolski sistem se mi zdi, da za ranljive skupine praviloma skrbi zelo dobro in tudi pri maturi, kot rečeno, v preteklih letih in tudi letos je oziroma bo temu tako. Lahko podkrepim številkami. Status tako imenovanega kandidata s posebnimi potrebami ima pri obeh maturah že v tem trenutku, oziroma saj smo tik pred izpiti, več kot 1000 kandidatov pri obeh maturah, 440 približno pri splošni maturi in 650 pri poklicni maturi. Med njimi je približno 190 kandidatov pri splošni maturi, ki so dolgotrajno bolni, in 185 pri poklicni maturi, ki so dolgotrajno bolni. Kaj želim s tem povedati? Vseh teh več kot 1000 kandidatov ima osnovno zgodbo že v odločbah za opravljanje mature, da pišejo mature v posebnem prostoru. In zato je lahko to razlog, da množičnega pritiska na šolah v teh dneh za opravljanje mature zaradi koronavirusa v posebnem izpitnem prostoru ni zaznati. Ker, kot rečeno, že več kot 1000 kandidatov ima to odobreno že zaradi dolgotrajne bolezni oziroma statusa kandidata s posebnimi potrebami.